Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden smo v občini Črenšovci. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 20 minut. Evo, pa sva v Prekmurju, v glavi naše kure, kakšen je. Reko pa oprečkala krstnim brodom. Yes, sir, food, yes, sir. Res zanimivo videti vse te stavbe, ki so tako drugačne. Morava reči, da je to kot nek hidden gem. Trenutna lestvica top 10 pa je takšna. Pravkar smo prispela na najino prvo lokacijo in tako, ko sem stopila ven iz avta, so lahko videla bode, kjer so na učni poti bobri. Tukaj ima veliko različnih živalskih in pa rastlinskih vrst, ampak več o tem kasneje. Dejva se naprej sprehoditi. O, poglej stopnice, greva do vode. What? Baba? Oh my boy, I got you. Oh my god, where is it? Okay, Froggy. O moj bog, eno vidim. Sonce. Tam je še ena. Začeti bi morala tukaj, kot smo prebrala na spletu. A nisva našla nobene table ali pa kaj podobnega. V drugih videih so bile res učne poti z informativnimi tablami, tukaj pa zaenkrat ni ničesar. Pot naj bi trajala približno 2 uri in ima 7 postankov, kjer obiskovalci spoznajo značilnosti, kot so mrtvice, potoki, gramoznice, poplavni lok in kulturne znamenitosti. Vendar midva ne vidiva prvega postanka, mogoče sva pa na robu. Najina druga lokacija je Hotiško jezero, lokalno znano kot Jula Marof. To je podkvasta mrtvica reke Mure. Legenda pravi, da je v jezeru nekoč stala majhna cerkev, ki je med poplavo potonila. Njen zvon naj bi še danes slišali tisti, ki pozorno poslušajo. A se je to res zgodilo ali ne, prepuščava tebi, da odločaš. V vsakem primeru pa je to popoln razlog, da raziščeš ta čudovit kraj. Tukaj je res veliko kačjih pastirjev. Eden je bil res velik, približno takšen, potem so pa seveda še manjši. Res so povsod. Pravkar pa seveda tudi 2 laboda z mladiči. Upava, da pridejo bliže, tako kot so v prvi epizodi v Lukovci. Morava reči, da je to res tak majhen skriti biser Prekmurja. Tako mirno, parkirišče je tukaj, le nekaj korakov stran pa je prijeten prostor za piknik, veliko sence, potka za sprehajati in še čudovita narava. Zdaj smo pa pri starem gasilskem domu. Res pritegne pogled in domačini so nanj zelo ponosni. Zelo je zanimiv. Gasilstvo v vasi Žižki se je začelo leta 1895 z ročno brizgalko, ki je še danes razstavljena. Gasilski dom je bil popolnoma obnovljen leta 2005 in danes v njem hranijo muzejsko zbirko zgodovine vasi. Hello, hello. Prišla smo v vas Črenšovci. Najprej bo pokazala kip, potem cerkev, za cerkev pa še spominski park. Pa pejvalali! Let's go! Ta spomenik je poklonjen prekmurski materi, ki je bila opora svojim otrokom, družini in celotni pokrajini v času množičnega izseljevanja v tujino. Poleg tega kipa stoji tudi lepa lipa, posejena leta 1291 v čast novi državi Sloveniji. Na robu Črenšovcev stoji neoromanska cerkev, zgrajena v 19. stoletju in je eden najstarejših ter največjih stavb v naselju. Ta spominski park stoji tik ob cerkvi. Glavni spomenik na sredini je posvečen vojakom, ki so izgubili življenje v Prvi svetovni vojni. 3 ekipi ob krogu predstavljajo pomembne ljudi za občino Črenšovci. Na drugi strani pa je spomenik žrtvam Druge svetovne vojne.
Predzadnji postanek je cerkev Blaženega Antona Martina Slomška. Zgrajena je bila leta 1971 s pomočjo domačinov in izseljencev iz ZDA. Ker je bila glavna cerkev v Črenšovcih predaleč, so ljudje obljubili, da bo po beatifikaciji leta 1999 zavetnik cerkve postal Anton Martin Slomšek, znan slovenski škop, pisatelj, pesnik in pedagog. Kot lahko vidite, ima ta občina res veliko različnih in zanimivih stavb. Od starega gasilskega doma do velike cerkve Svetega križa in te cerkve Blaženega Antona Martina Slomška. Res zanimivo je videti tako različne stavbe. Zdaj so pa na naslednji lokaciji in na srečo nama ni treba čez most, da prideva na drugo stran. Lahko greva z nečim drugim. So, let's go! Reko bova prečkala s tem brodom. Prvič na takem brodu in je res zelo zanimiv. Samo sediva in se peljeva. Res je ful zabaven. Kar še enkrat bi šla čez. Poleg zabavne vožnje pa je brod tudi zelo zmogljiv. Lahko prevaža do 5 ton. Pešce, kolesarje, avtomobile in celo traktorje. To je edini zasebni brod, ki še vedno vozi čez reko Muro. Ta lokacija je popolna za pečeno ribo, zato so jo tudi zbrala. Kot vidite, ima Mati celo ribo, jaz pa file. No pa dajmo, gremo jest. Tokle podiši, da mi že kar kruli v želodcu. Če se za prvi vtis... It's good food. Good food, yeah. Lot of good food there. Okay, Michael. Oh my god, so good. That's some healthy food. Yeah. This is yes sir food, yes sir. Uživam v vsakem grižljaju. Popolno pečena riba, okusna krompirjeva solata in seveda tržaška omaka. Nepremagljiva kombinacija. Seveda pa ne mora priti v Prekmurje, ne da bi poskusila prekmursko gibanco. Čisto domača, ki jo je pripravila Nina. No. Okay, Lali, this is mine. Zdaj pa še nekaj zanimivosti v tem kraju. Brod je dobil ime po Martinu Pozdercu, znanem kot Tine. Začel je prevažati ljudi, živino in blago čez reko Muro ter nadaljeval družinsko tradicijo, ki je bila pomembna za kmete na obeh straneh reke. Brod, ki ga je nekoč zamenjal most, danes spet vozi med Gornjo Bistrico in Moto ter povezuje Prekmurje in Prlekijo. Tukaj lahko vidite tudi lesen kip Tineka in njegovega psa Flokija. Lastnik je povedal, da je voda na tej strani globoka 40 cm, na drugi strani pa 2 metra. Občina 21 od 212 končana in občino Črenšovci uvrstiva na 6. mesto na najini lestvici. To je to za ta video. Hvala za ogled. Všečkaj, naroči se na najin kanal, deli z družino in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v občini Vipava. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 50 minut. You can see it's big. Kar ima to pokopališče, je nekaj, česar nikjer drugje v Sloveniji ne morete najti. Tok je dober, da bi kar zaplesala. Ampak za vas imava še neki. Trenutna najina top 10 lestvica pa je takšna. Iz avta pa že lahko vidiva prvo lokacijo in to je Nanos. Zelo priljubljen kraj za pohodništvo in gorsko kolesarjenje. Pred nekaj leti je bila tudi tam Lali, zato vam bo več povedala o tem. Hodili smo približno 2 uri in 20 minut. Pot je bila res lepa, z osupljivimi razgledi v vse smeri in pa čudovito naravo povsod okoli nas. Ko smo pa prišli na vrh, je bila žal megla, zato nisem mogla uživati v znamenitem razgledu. Na srečo pa sem se lahko pogrela s pasuljem in pa čajem. Na splošno je bil to zelo lep pohod in bi ga zagotovo še enkrat ponovila. Južni in vzhodni del planote sta zaščitena kot naravni park, zaradi redkih rastlin in ohranjene narave. In sva že na naslednji lokaciji, ampak najprej mora uživati v tem čudovitem razgledu.
Evo ga, tukaj je grad Lože. Bil je zgrajen v 12. stoletju in gleda na čudovito vas Lože. Okoli leta 1675 je Janez Kobenza na tem mestu zgradil dvorec, ki je bil dom bogatih družin vse do druge svetovne vojne. Danes je grad Lože morda zdi pozabljen, vendar počasi ponovno oživlja. Neprofitna skupina ga korak za korakom obnavlja in varuje. So let's check it out a little bit. Ko raziskuje območje, se postopoma razkriva njegova arhitekturna lepota in bogata zgodovina, ki pripovedujeta zgodbo, ki pravzaprav nikoli ni bila izgubljena. Zdaj pa do velike klopi. 5 minut sprehod in bo tam. Mislim, da vzpon ne bo težek, ker so razgledi posod in so res hudi. Oh yeah! Big orange bench. Se vidi, da je velika. You can see it's big. Evo naju, sediva na prvi veliki klopi v Sloveniji in to je najen razgled. Koncept je ustvaril oblikovalec Chris Bengal skupaj s svojo ženo, da bi spodbudila lokalni turizem. Velika klop pa ni samo kraj za sedenje, ampak je priložnost, da se lahko sprostiš in uživaš v čudovitem razgledu. Zdaj pa stojiva pred dvorcem Lantieri, ki je bil zgrajen leta 1659 in stoji na glavnem trgu v Vipavi. Nekoč je bil kulturno in družabno središče, ki je gostilo veliko znanih ljudi. Danes pa je popolnoma prenovljen in v njem deluje univerza. Seveda si ga lahko obiskovalci še vedno ogledajo, tako da greva noter. Pod dvorcem Lantieri je vinska klet. Tukaj lahko najdete vina iz različnih delov Vipavske doline, katere lahko tudi poskusite in kupite. Hkrati je to tudi turistično-informacijska točka. Reka Vipava ima tukaj svoj izvir. Izvirov je več in so pod pobočjem Nanosa. Tukaj na tabli lahko vidimo, da jih je 7 in trenutno se nahajava tukaj. Zelo je lepa reka, zato se bova malo sprehodila ob njej do najine naslednje lokacije, tam pri mostu. Greva lali! In končno smo na naslednji lokaciji, o kateri je govoril Matic. Kot lahko vidite, tukaj stoji stolp. To je tabor stolp 1. Eden od 2 ohranjenih stolpov s trdo zasnovo iz 16. stoletja. Ta kraj so utrdili, da bi zaščitili domačine pred turškimi vpadi. Od tukaj lahko uživate v lepem razgledu na stolp, reko in most. Res prijetna lokacija z malo zgodovine. I don't know, this is so beautiful. This is so cool. I love architecture. It's so cool, I don't know. Hodva proti centru Vipave. Na hribu za mano lahko vidite stari Vipavski grad. Zgrajen je bil okoli leta 1100. Grad je skozi zgodovino pripadal več družinam. V 16. stoletju pa ga je prevzela družina Lantieri. Danes vodi do njegovih ruševin pot, od koder so čudoviti razgledi na Vipavsko dolino. Zdaj stojiva pred pokopališčem, ki ima nekaj, česar nikjer drugje v Sloveniji ne morete najti. Majhen namig, starodavno je, ogromno in prišlo je naravnost iz Egipta. Da, gledate prave egipčanske sarkofage iz rdečega granita. Odkrili so jih blizu velikih piramid v Gizi in izvirajo približno iz leta 2450 pred našim štetjem. Anton Laurin je bil generalni konzul, raziskovalec in egiptolog. V Vipavo je prinesel 2 egipčanska sarkofaga iz rdečega granita. Tukaj sta danes pokopana njegova starša in njegov sin Albert. Zdaj pa preskočiva nekaj tisoč let naprej in se podajva v drugo zgodovinsko poglavje. Greva v Vipavski vojni muzej. Ko vstopiva, preteklost oživi. Utripajoče luči, oddaljeni streli in obljavajoči koraki ustvarjajo napetost soške fronte. Hudega bojišča prve svetovne vojne med avstro-ogrskimi in italijanskimi silami. Iz sobe v sobo hodiva skozi zgodovino. Bolnišnica za obrabljenimi povoj in medicinskimi orodji, delavnica, kjer so kovači in krojači ohranjali vojni stroj pri življenju, poveljniški prostor z zemljevidi in pismi s fronte, globoko podzemno pa jama, nekoč zavetišče, danes pa prava časovna kapsula. Celotno izkušnjo je ustvaril Mitja Močnik, veteran in zgodovinar, ki je desetletja zbiral in ohranjal te predmete. Full museum, as you could see. Res zanimiv muzej o prvi svetovni vojni.
Ampak za vas imava še neki. In a bit. Jeseni 2025 so odprli novo zbirko o 2. svetovni vojni in boju Slovencev za samostojnost. So now I will say something in Slovene for my brothers. Max and Mike, a se spomnite, oziroma ali prepoznate, kje sva? A se spomnite? Tele sta bila kar velik. Vsak po pol leta, pa še kaj po mojem. So, back to English. Noben obisk pa seveda ni popoln brez okušene lokalne hrane. V gostilno pod Farovš naj čaka degustacijski meni. Ta združuje tradicijo, ustvarjalnost in nekaj presenečenj. So beautiful, look at this. Sediva na terasi ob enem izmed izvirov Vipave, ki mirno teče mimo. To je res povojen trenutek za kozarec penečega vina. Yes. So good. Peva penina zelena iz vipavske družine. Sveža, aromatična in okusna. Very good. Evo ga, pozdrav iz kuhnje za začetek. What? To a little bit sweet and then pašteta. To je princeska z marmelado iz fig in piščančjo pašteto. Potem je tukaj stepeno maslo z gorčičnimi semeni. It's so creamy. In pa še goveja juha po njihovo. What? It's so interesting, right? Damn. It's so interesting. Goveja župa. O moj bog, ta obrok. Juha je čist drugačna od vsega, kar so kadarkoli poskusila. Naslednja predjed je pa tako dobra, da bi kar zaplesala. Ampak iskreno, kar hitro postanem sramežljiva. To je marinirana po strvu s koromačom, limonino majonezo, grahom in še veliko več. Crazy boot. To je prav hrana za lali. Seveda tudi zame, ampak ona obožuje ribe. Res vredno obiska. In zelo blizu centra, le 2 minuti od dvorca Lantieri. Poglejmo, kam je še za nas. Tukaj je fregola z baziliko, s sušenimi paradižniki in suhimi olivami. Na vrhu pa je pena, ki je v bistvu narejena iz paradižnika in to je res zanimiv. Lali, jump in. Oh, good vibes, huh? Pesto. Ne morem sploh opisati, kako dober je. Res neverjeten. Sploh se ne da opisati, koliko je dober. Dajmo pogledati, a se bo ta niz odličnih okusov nadaljeval. Zdaj bomo poskusila glavno jed. In sam, da je prišlo na mizo, je bil von takoj. Wow. Proslava krompirjeva polenta, korenje, majonezo z drobnjakom, cvetovi divjega česna in počasi pečena goveja rebra v bogati demi-glaze omakci. Ta nasmeh pove vse. Hrana je res vrhunska. Tudi sladica je neverjetna. Imava igrivo različico polente in kislega mleka. Zelo zanimiva in unikatna sladica, katero definitivno moš tudi preizkusiti. Nepozabno. Od penine zelena do te igrive sladice. Vsaka jed te presenet. Ta meni je res neverjeten. In najni obrazi so povedali vse. Občina 22 od 212 končana. Občina Vipava skoči na 3. mesto na najini lestvici. Tukaj je pa še meheren pogled v to, kaj te čaka v naslednji epizodi. Video všeč, stisni en všeček, narod se na najin kanal, kjer je to popolnoma brezplačno, del s prijatelji in družino, pa se vidimo v naslednji epizodi. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v občini Ajdovščina. To je najina pot, katera nama bo vzela približno 40 minut. Če imaš rad rimsko zgodovino, ti bo Ajdovščina zagotovo všeč. Oh, wow. Druga lestvica top 10 pa je takšna. To
To epizodo začenjamo malo drugače. Smo na vinskem festivalu tukaj v Vipavskem križu. Pokazali ti bova, kako izgleda, kakšno je vzdušje in vse ostalo. Takšen dogodek pa imajo kar večkrat na leto. Danes je dan namenjen vinskemu festivalu, jutri pa raziskovanju občine in pustolovščinam. Res je super. Takšen festival vina imajo dvakrat na leto. Enkrat sredi junija in enkrat približno sredi avgusta. Po uri in pol sva naredila cel krog. Poleg vina imaš tukaj tudi prostor za hrano, lahko poješ pico in še marsikaj drugega, tako da ne boš lačen. Glavna atrakcija pa je seveda vino, kot tudi penina. Res vredna obiska. Dobro jutro, zaspančki! Medtem ko se Lali pripravlja na zajtrk, si poglejmo B&W križ. To je pravi raj za ljubitelje mačk. Minimalistična zasnova, prostorne sobe in čudovit razgled na Vipavsko dolino. Popoln kraj za sprostitev ob kozarcu lokalnega vina. Ko pozdraviva mačko in ko je Lali pripravljena, je čas za zajtrk in novo pustolovščino. Prehodva se po ozkih ulicah, kjer fotografije na vsakem koraku kažejo, kako se je kraj spreminjal skozi čas. Tukaj preteklost in sedanjost živita skupaj. Naredila sva cel krog po mestu, zdaj pa greva proti gradu in samostanu. A ja, pa še to, ta kraj ima samo malo več kot 100 prebivalcev. Zdaj pa je čas za raziskovanje gradu. Grad je bil zgrajen v 15. stoletju, zgradil pa ga je goriški škof, da bi zaščitil območje pred Turki. Najprej pa moral seveda preveriti grajsko vinsko klet, kjer noben grad ni popoln brez nje. Med raziskovanjem vinske kleti sva srečala lokalnega vodiča po imenu Patrik, ki nama je povedal veliko zanimivih stvari. Pred 170 leti je grad popolnoma odkrila burja in zadnjih 150 let pa je v njem osnovna šola do 4. razreda in 2 razreda vrtca. Verjame, da so to edini otroci na svetu, ki imajo šolo nad 500 let staro grajsko vinsko klet. Le nekaj korakov stran stoji samostan, ki so ga skozi stoletja oblikovali vera in ustvarjalnost. Med njegovimi zakladi je velika baročna slika z naslovom Slava Svete Trojice. Ustvarjena je bila leta 1668. Tako so si pred 350 leti predstavljali nebesa. Ta slika skriva veliko skritih simbolov in če jih želiš odkriti, moraš pogledati bolj natančno. Samostan tukaj stoji že od leta 1637 in je dom kapucinskih bratov, najbolj znan med njimi pa je bil Janez Svetokriški. Pa da vidimo, kaj pravi Patrik. Takole so približno izgledale. Rekel bi, da so kot nekakšen temelj slovenskega jezika in pomemben del tega samostana v Vipavskem križu. Knjižnica je pred 2. svetovno vojno hranila več kot 22.000 dragocenih knjig. Celotno zbirko so prenesli v samostan v Krškem, vendar se je žal vrnilo le približno 10% knjig. Veliko jih je bilo zažganih ali uničenih. Kar je danes ostalo, so redka in neprecenljiva dela, ki nosijo zgodovino. In seveda ogled zaključiva tam, kjer se vse začne, v vinski kleti. Lokalni ogledi se običajno začnejo pod lipo, odkoder je čudovit razgled na Vipavsko dolino. Na poti je veliko postankov in vsak razkrije del skrivnosti doline. Ampak mi ne bo danes ogled malo skrajšala, ker nimajo toliko časa in pa ne očaka še veliko lokacij. To je bil samo kratek pogled, kako lahko izgleda obisk z lokalnim turističnim vodičem. Bilo je zelo zanimivo in vse informacije dobiš iz prve roke, najboljš pa je, da doživiš tudi pravi okus lokalne tradicije. Končno sva na mestu, ki sem se ga res želel videti. Castra. To je bila rimska vojaška utrdba, posebna zato, ker je imela 14 stolpov. Nekateri pa so ohranjeni še danes. Zgodba mesta se začne, ko so Rimljani zgradili cesto skozi Vipavsko dolino, ki je povezovala Oglej, Aquelio, Zaimono, Ljubljano. Ob mrzli reki, današnjem Hubiju, so postavili postojanko in s tem tudi temelje Ajdovščine. Do konca 3. stoletja so Rimljani zgradili Castro, utrjeno vojaško bazo s 14 stolpi. Če imaš rad rimsko zgodovino, ti bo Ajdovščina zagotovo všeč. Danes še vedno stojijo deli rimskega obzidja, stolpov in utrdb.
Veliko najdb pa hranijo v muzeju Ajdovščina, ki bo najina naslednja postaja. Muzejska zbirka Ajdovščina ima stalno razstavo iz Goriškega muzeja, imenovano Flovio Frigido Castra Flovius Ajdovščina. Prikazuje zgodovino Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. Muzej ima tudi zbirko fosilov, ki jo je zbral lokalni zbiratelj Stanislav Bavčar. V njej je približno 1200 fosilov iz različnih delov Slovenije, med njimi tudi nekaj zelo redkih najdb. Tale del muzeja je meni najbolj zanimiv. Tukaj se vidi Castro s stolpi, kateri so še ohranjeni, in slike, kako izgledajo danes. Zdaj stojim na trgu sredi Castre. Poglejte obzidje in pa stolpe. Prej sem stal tukaj, zdaj pa smo v tej hiši, kjer je muzej. Prišel je čas, malo si bo razvajala svoje brbončice. Tokrat vas peljeva v gostišče Sivi Čaven, kjer imajo večhodni meni, ki je naravnost izjemen. Tudi ambient je zelo lep. Let's check it out. Pa začniva s pozdravom iz kuhinje. You will love it. Wow, lejte, kako lepo to zgleda. Pa tale liska ga vidite? Ja, tudi tega se lahko poje. Na koncu vse to prelito z lokalnim oljčnim oljem. Res je kremasto, okusno in vizualno čudovito. Začetek lahko rečeva, da je 10 od 10, ali pa še bolj rečeno 100 od 10. Potem nadaljujeva skladno predjedjo. To je dimljen jeleno karpačo, postrežen v oblaku aromatičnega dima. In takoj, ko se dvine pokrov, se aroma razširi. Zraven so rukola, geli iz malignih gozdnih sadežev, gobe in pa svež kozji jogurt. Yes, sir. Kontrast je tako vizualen kot tudi po okusu in je res nepozaben. Še nikoli nisem poskusila nič takšnega. In tukaj je topla predjed, pravi showstopper. Najprej nam je natakar pokazal največji tartuf, kar so jih kdaj videla, potem je prišla jed. Domači ravioli z artičoki na omako, polni s pršutom in rikoto. Wow! Seveda pa je vse skupaj zaključeno s sveže naribanim tartufom. To je popolno za ljubitelje tartufov in za vse, ki jih želijo prvič poskusiti. Že zdaj lahko zavohava glavno jed. Sama aroma je omamna. Počasi dušena goveja lička s pirejem, seveda pa imate na strani še dehidrirane korenje, pražene gobe in pa še veliko več. Meso se pa kar topi v ustih. Brez sladkega pa seveda ne gre. Tukaj imamo marilčni tiramisu z mascarpone kremo, biskvitom namočim v domačem marilčnem soku posut s kakavom. Ob strani pa sta še marilčni gel in pa hrustljavi dodatek iz kave in karamele. Hrana pa ni samo okusna, ampak je tudi čudovito servirana. Za konec pa seveda še kozarček njihovega domačega žganja. To je res hrana, ki jo najprej je z očmi. Ko govoriva o vrhunski kulinariki, misliva točno to. Vsaka jed je bila tako vizualno osupljiva, kot tudi polna okusa. Od prvega grižljaja do zadnje žlice so bila navdušena. In najine reakcije na kameri povejo vse. Čeprav so bila večino časa tiho in spoštovanje do mirnega vzdušja. Kako kul, polži s kamnov. Evo še 5 minut in bova na naslednji lokaciji. Oh, wow. Nad Ajdovščino je narava ustvarila veliko luknjo v skali, imenovano Otliško okno. Od tam je čudovit razgled na dolino. S tem krajem je povezana tudi zanimiva legenda.
ki pravi, da ga je ustvaril hudič, ki je padel in z rogovi udaril v to skalo. V resnici pa je nastalo zaradi tektonske razpoke in erozije. Med raziskovanjem tega kraja so naletela tudi na tablo, na kateri piše, da se je pred 150 leti od Soške doline in vse do Albanije raztezal 10 do 20 km širok koralni greben. Zelo zanimivo. Reka Hubelj izvira nad Ajdovščino. Ob močnem dežju voda bruha iz jam in ustvari zelo dramatičen prizor. Poleti pa zgleda precej bolj mirno. Tukaj na slikah se lepo vidi, kako izgleda, ko je deževno obdobje. Hubelj se v dolini združi z reko Vipavo in poleg tega oskrbuje dolino za čisto vodo že več kot 100 let. Naslednja lokacija Fužine. Ene ostanke železarne smo že videli v občini Žužemberk, zato si pa zdaj pogledamo, koliko je ta velik. Leta 1561 je cesar Ferdinand dovolil zgraditi železarno ob reki, kar je pripomoglo k razvoju tega območja. Reka Hubelj je poganjala peči, kovačnico, livarno, mlina za moko in žage. Železarna je delovala vse do začetka 20. stoletja. Danes lahko obiskovalci ob reki vidijo peči in razvaline nekdanjih stavb. Tle so še eni zidovi. Moram iti hitro pogledat, preden se Lali razjezi name, ker bo rekla, da je to ful navaren. Dobro, pa poglejmo, kva se tle dogaja. Nič posebenega. Reka je tam spodaj, jo slišam, ampak ja, se bom vrnil k ženi. Še ena pustolovščina, ki jo lahko doživite tukaj, je izposoja koles in kolesarjenje. Propelo ponuja vrhunsko izposojo koles in vodene kolesarske ture. Z njihovo strokovno storitvijo oskrbijo te vsaka vožnja nepozabna. To je res odlična priložnost za raziskovanje regije na 2 kolesih. Ajdovščina je rastoče središče industrije, inovacije in turizma ter primer pametnega razvoja. To in še veliko drugih stvari je razlog, da je občina po gospodarskih dosežkih na 3. mestu v Sloveniji, takoj za Ljubljano in Trzino. To nam je povedal Patrik. Občina 23 od 212 končana. Ajdovščina naj je zelo navdušila s kulturno in naravno dediščino in zato je ne moreva dati nikamor drugam kot na prvo mesto na najini lestvici. Če ti je serija všečkaj ta video, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli s prijatelji te družino in se vidimo v naslednji epizodi. Čau! Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v občini Beltenci. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 35 minut. Trenutna lestvica top 10 pa zgleda tako. Let's go. First location, Island of Love itself. Tukaj so bila že pred nekaj leti, ko je Lali delala diplomo, jaz pa sem bil v vlogi voditelja oddaje. Ta miren kraj ponuja plavajoči mlin na reki Muri. Za nama je starinski brod, podoben tistemu, ki smo ga videli v občini Črenšovci. Na drugi strani mlina je brežna Iža, majhen center s stalno razstavo o bojraštvu, delo ob reki, kot tudi turistično-informacijska točka in trgovina z lokalnimi izdelki, kot so ekološka moka, pijače in spominki. Lušten plac za družinski izlet. V tkalski delavnici pa ima celo razstavo o gojenju lana. Vidiva lahko vse, od rastline do tega, kako so ga predelovali. Zelo zanimiv del zgodovine otoka. Sam otok je ustvarila reka Mura, domačini pa mu pravijo otok ljubezni. Obstaja tudi zelo zanimiva legenda o tem kraju. Ta legenda pa pravi, da je grofica Marija Ziki tukaj našla svojo pravo ljubezen. In mogoče jo boš tudi ti.
Naslednji kraj je ciglarsko naselje Melinci. Ta kraj je znan po tradiciji izdelovanja opeke. Za nami je razstava na prostem, kjer lahko na tablah prebereva zgodovino izdelave opeke in tradicijo. Tukaj lahko vidva, kako so opeke nekoč izdelovali ročno. Zelo je zanimivo tudi videti, kako velika je bila peč, v katerih so žgali. V bližini je tudi še en brod, s katerim lahko prečkaš reko Muro. Zdaj sva pred cerkvijo svetega Ladislava. Zgrajena je bila leta 1742. In poglejte to, res je čudovita. Okoli nje pa je še nekaj zanimivih stvari, ki dodajo poseben čar. Najprej je tukaj vodnak v beneškem slogu, okrašen z 8 grbi. Za njim stoji spomenik združitvi Prekmurja s Slovenijo s 27 stebri in 3 kipi narodnih junakov. Tle je tudi kip svetega Teodorja, podoben tistemu na trgu v Benetkah. Blizu pa je že grad Beltenci. Ta grad izvira iz 16. stoletja. Gre za baročni dvorec s 4 krili. Čeprav manjkajo nekateri deli južnega in zahodnega krila, je še vedno ohranil svoj stari čar in kot vsak veliki grad ima tudi grajski park. Tukaj lahko najdemo razstavo o zgodovini kolesarstva. Poglejva, koliko koles lahko najdeva. Našla sva jih 6. Seveda pa lahko vidiš njihov razvoj skozi zgodovino. Zdaj pa raziščva še malo grajski park. Poglej grad z te strani. Našla sva ledenico. Včasih niso imeli hladilnikov, zato so hrano shranjevali tukaj. Nekateri strokovnjaki pravijo, da je to edina ohranjena ledenica v srednji Evropi. Ogled grajskega parka bomo zaključili po ribniku. Pa pejva na kosilo v grajski stolp. Ni pa to edina stvar v gradu. Imajo tudi razstavo o zgodovini zdravstva v Pomurju, grofovski salon in prostore za poroke in druge dogodke. Ampak ker je vikend, si ne morava ogledati teh stvari. No pa pejva jest. In sva noter. Wow, ko je dobro. Zdaj so točno v tem grajskem stolpu. Za kosilo so si izbrala cigansko pečenko in grofov zrezek. Prečekirala sva celo restauracijo, zdaj pa čas za juho. Začela bova z gobovo. Okay, I can't wait any longer. My turn. I'm just gonna eat the whole soup. Oh yes. Oh yeah. Včasih je gobova juha v restauracijah vodena, ampak ta je zelo kremasta in polna okusa. Pred glavno jedjo pa seveda še solatka. Zelena solata, paradižnik, fižol in zelje. In zdaj čas za glavno jed. Najprej je ciganska pečenka. Diši po česnu, sočnem mesu in omaki. Ob strani pa je še pražen krompir. Okay, Lali's gonna jump in first. She loves pork. Druga jed je grofov zrezek s šunko in sirom v omaki. Zraven so štruklji in zelenjava. Matic bo kar vse pojedel. Perfecto, I say perfecto. Okay. I need to try. Obožujem deljenje hrane, ker lahko potem poskusim vse. A little bit of garlic. Od juhe do glavne jedi, vse je bilo odličen. Seveda pa obrok ni popoln brez sladice. Lali dig in. Yes. And I will dig it too. Okay? Jaz imam jabučen štrudel, Lali pa skutin štrudel. Cheers. Oh my God. So good. Really good. Res zelo dober. To je bil popoln zaključek grajske pojedine.
Kje sva? Pri gramoznici. Vučja jama. Oh, look at this. Poglej, stopnice. To je zelo miren kraj, stran od ljudi in hrupa. Nisem pričakoval, da bo voda tako čista in lepa. Tukaj ni samo voda, ampak tudi nekakšne skulpture, pa jih pogledati. Ta je stol. Ful so naključne. Ja, nič, gremo do zadnje lokacije. Zadnja lokacija, prekmurska hiša v vasi Lipa. To je vas, ki je znana po krompirju in langašu, odsvrtem krompirjevem testu. Tu lahko vidiš, kako ga pečejo in cvrejo. Poleg tega je tukaj tudi ta posebna hiša. To je tradicionalna prekmurska hiša s slamnato streho, ki prikazuje, kako so nekoč živeli na vasi. Stene so z lesa in blata, poleg je skedenj. Vidiva lahko tudi razstavo starih kmečkih orodij, vključno s koroznjakom. Ker greva naslednji dan na snemanje še ene prekmurske občine, bova prespala v sobi Zvezda, kjer imajo tudi pizzerijo. To je stavba iz 19. stoletja. Pokaževa ti zunanjost, bar in pizzerijo. Sobe so velike in prostorne, zato lahko svojo pustolovščino podaljšaš in uživaš brez hitenja. Nahaja se zelo blizu cerkve in gradu. Tamle se pa tudi vidi cerkev ter tale ogromen parkirišče. Občina 24 od 212 končana. Na najnej lestvici pa Beltinci zasedajo mesto tik za Braslovčan. Če ti bi video všeč, ne pozabi všečkat, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau! Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Odrancih. To je najina pot, ki nam bo vzela manj kot 10 minut. Trenutna lestvica top 10 pa izgleda tako. Najina prva lokacija je ta res cool pump track. Ampak še bolj noro je razgled za nama. Cerkev Svete Trojice. To je tukaj tudi največja stvar. Da ne bo ta epizoda prekratka, glede na to, da je to najmanjša občina, bom Lauro nesel okoli po pump tracku. Okay, let's go. I'm gonna do it. Okay. Come on, pizza. In finish line. Oh, okay. Sem mislil, da bo malo lažji, ampak mi je uspel. Majhna kapela je bila tukaj zgrajena leta 1842. Župnijska cerkev pa je bila ustanovljena leta 1944. Najprej so načrtovali manjšo cerkev, potem pa so morali najti boljšo lokacijo s pomočjo donacij in menjave zemljišč. Arhitekt Janez Valentinčič jo je zasnoval z 8 stranicami, vendar gradnja ni potekala gladko. Leta 1946 je bilo gradbeno dovoljenje zavrnjeno, material pa je šel na drug projekt. Zato so morali 17 let zelo uporabljati leseno cerkev. Potem je bila leta 1964 gradnja končno odobrena, cerkev pa je bila blagoslovljena leta 1967. Žal pa se je 14. marca 1966 med gradnjo kupola porušila in 8 delavcev je izgubilo življenje. In že sva na naslednji lokaciji, ki je zelo blizu cerkve. Normalno. In to so Gabrove grabe. Lušna lokacija se za sprostiti in sprehod. Kot pri pump tracku sva se odločila, da bova tukaj naredila neki izziv. Hodila bova v rikverc celi krog okoli vode. Lauri je bilo malo neroden, ker sta bila tam glih 2 ribiča, a nama je uspelo. Četrta lokacija, Trim steza. Ta Trim steza je povezana z občino Beltinci. Če se spomnite, smo več takih kanov že videli v občini Preblod, tako da je zelo zanimivo, da jih vidimo tudi tukaj. In seveda je bilo potrebno še malo potelovaditi. Lali je nekaj na simple, jaz pa grem narediti nekaj pull-upov.
Kulturni center dediščine Odranci je namenjen prikazovanju in ohranjanju bogate lokalne zgodovine in tradicije. Obiskovalcem ponuja razstave, kulturne dogodke in etnografske zbirke, ki predstavljajo življenje, navade in obrti lokalnih ljudi. To je idealen kraj za odkrivanje identitete Prekmurja. Med zanimivostmi so vodni mlin in muzej kovaštva, sodarstva in kmečkih orodij. Zdaj pa poglejte, kje sva. Okoli naju je več kot 2000 golobov v hiškah, narejenih samo zanje. Nahajava se v Avi Rings Derby Pro, kjer trenirajo mlade tekmovalne golobe. Znana je po uporabi najnovejše elektronske tehnologije. Omogoča posodobitve v realnem času, prenosa v živo in sledenja vsakemu golobu posebej. Videla sva, da ima vsak golob 2 obročka, rdečega za sledenje in belega za lastnika. Takšnega golobnjaka nikjer drugje v Evropi ne boste našli. Lastnik ve vse o pticah, njihovo prehrano, trening in celo urnik spanja. Golobnjak je tudi zelo tehnično napreden, s posebno osvetlitvijo za trening. Videla se tudi, kako jih hranijo in zanimivo je, da se njihova dnevna rutina spreminja glede na to, ali je dan za dirko ali ne. Včasih so golobi prenašali pisma, danes pa tekmujejo na dirkah. Niso videla izpusta golobov, ampak je to zdaj na najnem seznamu želja. I'm ready! Lastnik Gašper nam je tudi pokazal, kako se pravilno prime goloba. Ko ga držim? Bravo. Držim, noge mu daš, no, vse je redo. Tako da so to izkoristila, da so naredila en selfie. Res zelo cool lokacija. Neverjetno je, da ima najmanjša občina po površini v Sloveniji nekaj takega. Občina 25 od 212 končana. Občino Odranci na najni lestvici postaviva na trenutno 17. mesto. Če ti je bil video všeč, ga všečkaj, naroči se na najin kanal je popolnoma brezplačno, deli z družino in prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau! Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v Poljčanah. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 40 minut. In še trenutna lestvica top 10. Začela bova v centru Poljčan in že lahko vidiva najin zadnji postanek Boč. Zanimivo dejstvo v tej občini. Ustanovljena je bila leta 2006. V njenem grbu pa lahko vidva mogočno goro Boč, reko Dravinjo in veliko nočnico. Tukaj je res veliko lokacij za raziskovanje, zato začniva. Let's go. Lali, kaj greš tako hiter? Cool lokacija, lepa opazovalna točka za ptice. Ok, wow. Olej, tega metulja. In čisto blizu lahko živijo naslednjo lokacijo. To je Stari Kozolc. Tam pa je še ena zanimiva stvar, stranišče na Štrbunk. In že sva pri Kozolcu. Tamle zadnji pa že stranišče na Štrbunk. Sam sem ga šel tudi preizkusiti. Predno greva naprej, pa bova prebrala malo o zgodovini in si tudi prvošla mehen prigrizek. Ampak ja, naslednja postojanka vas bo 100% presenetila. Ta lokacija je za vse eko-navdušence ali pa ljudi, ki imajo radi pametne ideje. Nahaja se v Mednarodnem centru samooskrbe v Dolah. Ta kraj je namenjen samooskrbi, imeti svojo vodo, pridelovati svojo hrano in živeti v harmoniji z naravo. Tukaj lahko vidva jurto, tradicionalni mongolski dom. Poleg nje so še čajnica in pa sušilnica, popolna sta za zelišča in sadje. In pa še dr. Ana Vovk, lastnica, ki nam bo povedala več o tem edinstvenem kraju. Zdaj, kaj najdete vse tu? Tukaj si lahko pogledate 6 različnih pridelovalnih sistemov, ki od vas ne zahtevajo nobenega fizičnega dela, kot so gomile, visoke grede, podpobočne grede, grede v škatlah, potem grede v obliki povišanih gred.
To so sistemi, ki temeljijo na nalaganju biomase in ker se vsa voda sama shranjuje, istočasno se organska snov kompostira, rastline, ki rastejo v teh sistemih, ne potrebujejo naše fizične moči. Zdaj, celo območje je veliko 1,5 hektara, to je zelo malo v primerjavi z klasičnimi kmetijami, vseeno pa na njem zraste vse in je možna 80% samooskrba. Tako da vsi tisti, ki bi želeli povečati lastno samooskrbo, tako iz vidika pridelave hrane, lastne vode, kako tudi skrbi zase, lahko tukaj najdete navdih, ideje in preko delavnic pridobite tudi praktične izkušnje. Ana res pozna vse trike za izboljšanje zemlje, zato je idealna za sajenje različnih rastlin v njenem rastlinjaku. Tukaj je nekaj rastlin, ki jih uporablja za naravno zdravljenje. Na tej strani je korenina svetlobe ali svetlobni koren, ki velja za izredno močno rastlino za ščitenje možganov, proti demenciji, za uporabo več možganov, ne samo 5%, in predvsem, da čuva, da ne pozabljamo, da lahko globlje razmišljamo. Tako da vsi tisti, ki vas zanima korenina svetlobe, vabljeni, da se tudi naučite, kako se goji in si jo lahko potem tudi sami gojite. Tukaj za nami je sladki pelin. Sladki pelin je trenutno najbolj iskana rastlina, zato ker je proti raku uradno dokazano medicinsko in se uporablja za obnovo celic. Tako da mnogi ljudje ga tudi preventivno uporabljajo, ker vemo, da so danes rakava obolenja zelo problematična. Izredno hvaležna rastlina, ne potrebuje nič, jaz mu dam prednost, kjerkoli začne rasti, ima prednost, da lahko raste, sicer imam zunaj tudi en nasad. Tukaj le v roki držim aktualno za Slovenijo novo rastlino, to je perila. Perila prihaja iz vzhodne Azije in je znana po tem, da ima zgoraj zelene liste, od spodaj pa vijolička, take vijolične, in vijolična barva seveda pomeni, da nas dviguje v načinu razmišljanja in je proti vnetjem. Za vse tiste, ki imate kakršnekoli težave z vnetji, vnetja so pa glavni razlog za številne bolezni, je perila izredno pomembna, ker lahko uporabljamo celo rastlino za čaje, za omake, za juhe, kot zelišča, uporabljamo jo tudi v kisu, v olju, praktično ima neomejeno uporabo. In tukaj zraven je še gabes. Gabes uporabljamo za pospeševanje kompostiranja. Vemo, da je kompost težko pridelati tako enostavno in si lahko posadimo korenino gabeza in ko delamo kompost, ga lahko samo ta gabez dodamo in bomo dobili bistveno prej kvalitetni kompost. Če se pa kje poškodujemo, gleženj, rameno ali pa karkoli, si pa ta list damo na rame, tako da začne delovati in izredno pospešuje zunanje celjenje. Tukaj je še pa ena pomembna rastlina, to je artičoka. Njena domovina je seveda bolj južna Slovenija, ampak raste tudi v našem klimatskem pasu, se pravi osrednja in pa vzhodna severna Slovenija. Je pa pomembna zato, ker je glavno čistilo za telo. Nadomešča pegasti badelj, ki ga je zelo težko čistiti zaradi njegovih bodic, tako da s pomočjo artičoke si lahko počistimo jetra, ledvice, praktično celo telo, kri. In vemo, je tudi kulinarična, zelo posebna rastlina, ki jo lahko ponudimo kot predjed, kot del obroka. Edino, kar je, da pozimi pazimo, da nam ne zmrzne, zato jo gojimo najbolje pod pokritimi površinami. Slika iz leta 2010 in zdaj 15 let kasneje. Tukaj ima tudi nekaj za divje živali. In tega ne boste verjeli, še štange za trenirati, tako da se moram iti parkrat dvigati. Okoli zidavajga. In še zadnja stvar, čas je, da pogledava zemljanko. Midva jih tudi rečeva Hobitova hiša. Vstopili bomo 3 metre v globino in je to en taki način, kako si lahko na osnovi izkoriščanja energije zemlje shranjujemo to, kar pridelamo. Namreč zemljanka ima zeleno streho, to pa pomeni, da jo ta streha čuva pred visokimi temperaturami poleti in po zimi pred nizkimi temperaturami.
Telo zemljanke je pa v hribu, kar pa zopet pomeni, da zemlja čuva, da se temperature ne dvigujejo oziroma ne padajo, zato ima zemljanka celo leto v notranjosti podobno visoko temperaturo, to je okoli 12 stopinj, 12, 13, odvisno koliko se vrata odpirajo. Zato je idealna za shranjevanje domačih izdelkov. No pa pejmo, gremo v Hobbitovo hišo. Frodo! Look at this. Wow. Underground. I feel like I'm in a Minecraft world. Tukaj lahko kupite stvari. Vse je naravno in domače. Res zelo lepa lokacija. Naslednji postanek pred kosilom je v Studenicah pod goro Boč. Tukaj so 3 znamenitosti: samostan, cerkev 3 kraljev in ostanki starega gradu na hribu. Malo sprehoda, ampak ne do gradu. Hočemo videti razgled na cerkev in samostan. Ne vem, če se dobro vidi, ampak tukaj je samostan z druge strani. Prejle so bila tam zgori in sva naredila cel krog. Ta samostan je ogromen, res ogromen. Začel je izstopati okoli leta 1230, ko je Zofija Rogaška v kraju tik ob Studencu milosti postavila popotno postojanko s cerkvijo, poznano kot hospital. To je kip Zofije Rogaške, ki je v 13. stoletju ustanovila samostan. S časom je bil samostan utrjen, razširjen in kasneje preurejen v baročnem slogu. Ajde, Lali, pokaži, kako boš natočila vodo. Aja, si jo že, to je bilo pa hiter. Really? Refreshing. Ja. Za to pustolovščino so se ostale obvestili Kidrič. Res smo navdušena, da lahko preizkusva, ker ima odlične ocene, pa tudi vzdušje je zelo prijetno. Evo, mehna miza za 2 osebi. To je prijetna družinska gostilna, kjer se takoj počutiš dobrodošlo. Začela sva z domačo gobovo juho, za prilogo pa ajdovi žganci. Oh, you will love it. Oh my god, žganci. Ja. I could probably eat all of this. Ajde, žganci. They just melt. Žganci se kar stopijo v usti. Juha je bogata in polna okusa. In seveda se nismo mogli opreti še eni rundi. Round 2 of the first dish. Medtem ko jeva svežo mešano solato, pride glavna jed. Pazi, Lali. Lahko. Oh my god. Hvala. Look how big this one is. Čisto že pripravljena na ta velik burger. Ampak najprej pride še druga glavna jed. Pečenka s krompirjem. Chin chin. First bite of the pork. A little bit of potato. So soft. Melts in your mouth. Flavorful. Potato time. Oh yeah. Of course. Yes. Pečenka je mehka s popolno hrustljavo skorjo, krompir pa je zlato zapečen in poln okusa. ASMR time. Best part, the crispy skin. Let's go. You know what time it is? That means it's good food. Čas je za sladico, začela bova s slivovimi cmoki. There's always room for dessert. Oh my god. Let's see. Oh my, yeah, look at this. Homemade. Tok so mehki, sladki in polni slivovega nadeva. In za konec še skutina torta. Oh yeah. My type of. Dessert. It's so light. Lahka, puhasta in polna okusa. 10 od 10. Finito. Finito. Kosilo je že globoko v najinih želodcih, zato sva šla čez cesto raziskat Križečo vas. Vas se ponaša za etnološko dediščino, zaradi česar ji pripada laskav naslov prve med vasmi etnološke dediščine v Sloveniji. Tukaj lahko odkrijava veliko zanimivih kotičkov.
Najprej sva pokukala v tradicionalni mlin na veter, kjer sva lahko poskusila mleti moko na roke. Nato sva šla v staro kmečko hišo s krušno pečjo. Na koncu pa si ugledala še vinsko prešo, staro več kot 180 let. Poskusila sva tudi stiskalni mehanizem. Come here, Laura. In zdaj, evo, tamle zgori v oblakih je razgledni stolp na boču. Upava, da bo dež nehal, oblaki se umaknili, ko se bo pripeljala gor. Nažalost, vreme ni zdržalo. Hotela sva iti na razgledni stolp, da bi videla pol Slovenije, ampak vreme je preveč slabo. Razgledni stolp na boču je na meji med Poljčanami in Rogaško Slatino. Ko bova v prihodnosti obiskala Rogaško Slatino, bom definitivno šel na ta stolp. Občina 26 od 212 končana. Občina Poljčane uvrstiva na 8. mesto. Hvala, ker si vzel čas in pogledal ta video. Če ti bo všeč, stisni gumb za všečkanje, narod se na najin kanal je popolnoma brezplačno, deli med svoje prijatelje in se vidimo v naslednji epizodi. Čau in vse dobro. Naj cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v občini Ig. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 1 uro. Trenutna lestvica top 10 pa zgleda tako. Lušna lokacija za sprehod in lej kuk velik labodov. Sva pri ribnikih v dolini Draga. Ribniki ležijo na severnem robu Ljubljanskega barja. Gre za 7 slikovitih ribnikov, ki ležijo v močvirskem dnu doline ter gozdna učna pot, ki poteka v gozdu. Tukaj živi tudi edina avtohtona želva v Sloveniji, imenuje se močvirska sklednica. Tukaj je pa tudi grb občine in danes bo videla vse, kar je na tem grbu. Kam greste, fantje? Na Havaje? Greva se še malo sprehoditi in opazovati naravo. To je stari dedec, prava rimska legenda. Na širšem območju Iga je bilo najdenih več kot 120 rimskih nagrobnikov. Večina jih je ohranjenih, ker so bili vgrajeni v srednjeveške stavbe, kot so cerkve in gradovi. Ampak ta je zelo poseben, ker je izklesan neposredno v kamen. Iški Vindgar! Uhu! Če iščete hladen pobeg poleti, je to popolna lokacija. Voda je zelo lepa, ampak je tudi zelo mrzla, Matej se je pa tle že kopal. Tukaj je veliko poti za hojo, tako da je res super izhodiščna točka. Ena zelo zanimiva stvar, ki jo lahko tukaj vidite, je votli kamen. Midva sicer danes ne greva tja, greva pa na Krim. Pripeljala sva se z avtom, zdaj imamo pa še nekaj minut hoje do vrha. Poglej te razglede. Evo, tamle je Ljubljana. Midva sva tle, tamle je najina poročna lokacija Krvavec. Krim je najvišji vrh občine in od tukaj lahko vidiš veliko hribov, gora in mest. Najina naslednja lokacija pa je tam spodaj. Ampak razgledi niso edina stvar, ki jih ponuja Krim. Je tudi ena najpomembnejših geodetskih točk v Sloveniji. In pa za nama planinski dom, da spiješ kaj toplega, ko zapiha kot je danes. Greva hitro naprej. Razstava v hiši Morostik v 9 tematskih enotah predstavlja raziskovanje Ljubljanskega barja in kolišč. Obiskovalci spoznajo koliščarsko obdobje, koliščarska naselja okoli Alp, ki so vpisana v UNESCO svetovne dediščine, ter bogato biotsko raznovrstnost bajerske pokrajine, zaščitene v omrežju Natura 2000. Nahaja se v centru, zato je zelo dostopno. Wow, Lali, kaj si našla? Živalske ostanke iz arheoloških najdišč. Tukaj mora ugotoviti, katere kosti pripadajo kateri živali. To so živali, ki so živele skupaj s koliščarji na Ljubljanskem barju. Ni pa ta lokacija samo polna zgodovine, ampak je tudi zelo interaktivna. Pejmo noter!
Okay. Oh, damn. Kak cool. Od sestavljank do infotabel in iger, kot je ta iskanje zakladov koliščarjev. Pa poglej, a jih bova našla? Ok, kuščar. Okay, found it, it's found. Oh, here. Metul. Found, okay. Oh, what? Whoa! What? Oh, that's so cool. Ker se dotakneš, se tudi spremeni na zaslonu. Prav tako pa lahko zamenjaš tudi slovenščine v angleščino. Tukaj pa vidimo rekonstrukcijo kolišča iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Tako je izgledalo nekoč, pa dajmo pogledati, kako to izgleda v večji obliki. So, let's check it out. Parkirala sva avto, zdaj naj jo čaka 10 do 15 minut hoje. Pred nami je pa že neki. Dobrodošli na Ljubljanskem barju. Okidoki. Tam je končna destinacija. We are here. Rekonstrukcija s 5 koliščarskimi hišicami predstavlja vas iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Kot pravijo strokovnjaki, koliščarji svojih bivališč niso gradili na vodi, reki ali jezeru, temveč na brežinah ali močvirskih tleh. Hiše so bile rahlo dvignjene na lesenih pilotih, tako da so lažje preživeli poplave. Vsaka hiša je drugačna. Prva je od lovca, lej stopnice do ležišča. Druga hiška je od lončarja in tretja od tkalca. Vidiš lahko delovne prostore, postelje in materiale, iz katerih so zgrajene. Streha je iz slame. Najpomembnejši del je lesena konstrukcija, ki stoji na kolih v vodi. In pa steno iz prepletenih vej, katera je bila prekrita z glino. Res zanimivo, kako so bile zgrajene te hiše. This is so cool. You definitely must visit this location. Definitely. Občina 27 od 212 končana. Hiša Morostik in kolišča so nama bila zelo zanimiva in zato občino Ig uvrstiva na 10. mesto na najini lestvici. Če ti je bil video všeč, ga všečkaj, naroči se na najin kanal, deli z družino in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In tokrat sva v Vuzenici. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 20 minut. In še trenutna lestvica top 10. Grad nad Vuzenico je bil zgrajen že v 13. stoletju. V preteklosti je imel več lastnikov, med njimi celjske grofe, Habsburžane in še mnoge druge. Tudi slikarja po imenu Oskar von Pistor, po katerem je grad dobil ime Pistrov grad. Oskar je bil avstrijski umetnik, ki je Vuzenico izbral za svoj dom. Mesto je velikokrat naslikal, kar vam bova tudi kmalu pokazala skupaj z drugimi njegovimi deli. V 16. stoletju pa je imel grad celo topove, da je ščitil pristanišče na reki Dravi. In tudi lesene čolne, imenovane šajke. Zdaj se sprehajam po hribu. Tam spodaj sva parkirala in vse tukaj okoli naj bi bil grad. Pa pojdimo pogledat razgled. O moj bog, koliko je strmo. Ampak imeli so pa super razgled. Sva že pred cerkvijo svetega Nikolaja. Zgrajena je bila v 12. stoletju, prav v središču mesta in ima veliko plasti zgodovine. V notranjosti so gotske stene, 6 baročnih oltarjev in lepe baročne poslikave. Tudi vzhodni zvonik zgleda neverjetno. Kot veste, imam zelo rad vse, kar ima zidove okoli sebe in tudi ta cerkev jih ima. Poleg svoje čudovite arhitekture je cerkev povezana tudi s škofom Antonom Martinom Slomškom, ki je tukaj služboval od leta 1838 do 1844 kot župnik, dekan in šolski nadzornik. V njegovo čast je danes v starem župnišču ob cerkvi urejena spominska soba z njegovim imenom. Lali že snema njegovo najbolj znano knjigo. Blaža in Nežica v nedeljski šoli. Namen te knjige je bil bolj razširiti slovenski jezik, ker je bilo to območje takrat nemško govoreče. Zato je ta knjiga zelo pomembna za Vuzenico in to regijo. Poleg njegovih del lahko vidimo tudi Slomškovo poslo, kjer je spal. Duhovnik nama je pa pokazal tudi Slomškovo stranišče in povedal, da je bil za tisti čas precej napreden, ker je spodaj tekal potok, ki je odplaknil vse,
tako je šel na stranišče. Samo en korak naprej je znan poslikan lesen strop iz leta 1653. Neverjetno. Slikar pa ni znan. Duhovnik nama je tudi povedal, da je v srednji Evropi manj kot 10 takšnih stropov. Kot obljubljeno, tukaj so tudi slike Oskarja von Pistora. Ta predmet so pa ženske uporabljale za likanje. Spodaj so dala oblačila, zgori pa kamne in druge težke stvari. Predzadnja lokacija je kmečki etnomuzej. Prikazuje nekdanje življenje pohorskih kmetov. Tukaj imajo veliko ohranjenih predmetov, ki so iz družine Škubej. Tukaj je rekonstrukcija kuhinje, za njo je pa fotografija, kako je v resnici izgledala. A ugante, zakaj se uporablja tale predmet? 3, 2, 1. Ja, tako je. Uporablja se je za hojo po snegu. Branko nam je povedal, da je tukaj včasih zapadlo več kot 2 metra snega, zato so to uporabljali kot platformo za hojo po snegu, da niso noter padli. Še en predmet, ki pa meni zelo zanimiv, je tale klub za sveče. To kaže, kako samozadostne so bile kmetije. Imeli so čebele, tako da so imeli med, izdelovali so svoje sveče iz čebelega voska, pridelovali hrano in celo izdelovali svoje tkanine iz lana. Praktično je ena kmetija pokrivala vse potrebe vsakodnevnega življenja. Meni so bile najbolj zanimive 3 stvari. Ta piščalka za klicanje jelenov v času parjenja, v omari tukaj lahko vidite naboje, sami so jih izdelovali, kot je rekla Lali, vse je bilo doma narejeno. In še razvoj likalnikov. Vidiš lahko prehod od starega do električnega likalnika. Hiter postanek za malco, tik ob najni naslednji lokaciji, železniškem mostu. Je kar zanimiv za videti za vsemi temi oboki. In vidim še zadnjo postajo za danes. Res miren in lep plac, še posebej, če se nam pokaže malo sončka. Popoln za sprostitev, sprehod in pa prijeten vikend izlet. Midva itak niso mogla brez tega, da bi šla na kavico. Imajo tudi informacijsko tablo, kjer so vse stvari, ki jih lahko vidite v tej občini. Na tabli so videla tudi zanimiv podatek. Reka Drava izvira v Italiji. Dolga je približno 750 km in ko pride v Srbijo, se izlije v reko Donavo. To je to za danes. Občina 28 od 212 obiskana. Vuzenico pa na najni lestvici uvrstiva na 18. mesto. Če si se zabaval z nama, všečkaj video, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau! Dobro jutro! Mava eno skrivnost, ki ti jo še nisva povedala. A vidiš ta razgled za nama? Tam smo bila včeraj. In to ni bil samo navaden izlet, ampak pravi lov na zaklad. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes je na vrsti številka 29, Muta. Današnja pot nama bo vzela približno 30 minut. In pa še trenutna lestvica top 10. Veliko se je zgodilo, zato naj ti pokažemo. Najna prva lokacija je ekološka kapelca, zgrajena 1997, posvečena svetemu Frančišku Ašiškemu ter opozarja prebivalce tega območja na jez Golica Koralpe v Avstriji in na nevarnost, ki je ta predstavlja za dolino Bistriškega jarka. Če bi se jez porušil, bi več kot 22 milijonov kubičnih metrov vode lahko poplavilo širšo okolico. Ob kapelci pa je tudi ta most, ki vodi do Sedilnikovega slapa. Gremo ga poiskat. In evo, takoj, ko sva zgledala tole, sva vedela, da sva na pravi poti. Še malo hoje in sva na vrhu. Poglej ta hud slap. Beautiful! Na tej lokaciji naj čaka izziv, narediti fotografijo ali video s slapom. Kdor naredi boljšo, zmaga. V komentarjih nam napišite, kdo je bil po vašem mnenju boljši. Najna druga lokacija je v središču Mute, kjer kupolke enostavno ne more zgrešiti.
To je peč, ki je bila med letom 1923 in 1967 ključni del mutskega livarstva. Takoj zraven pa ne spregledajte še vodnega stolpa, definitivno ena glavnih lokalnih znamenitosti. V središču si lahko ogledate tudi informacijsko tablo in se malo poigrate z zgodovino kraja. In pa seveda ne smete zgrešiti graščine Kinghofen. Danes sicer izgleda moderno, a njene korenine segajo v 16. stoletje. Skozi čas je menjala lastnike in bila celo šola. Danes pa je popolnoma obnovljena in v njej najdete različne vsebine, med drugim tudi muzej. Gre za kovaški in gasilski muzej, ki naj je pozitivno presenetil. Razstave so polne starih stvari, fotografij in dokumentov, ki kažejo več kot 400-letno tradicijo teh krajev. Vse skupaj je precej večje, kakor sva pričakovali. To je zagotovo nekaj, kar morate videti, če ste v bližini ali pa obiščete občino Muta. Naj čaka tudi nov izziv. Posnet čim bolj zanimiv predmet. Zmaga tisti, ki najde najboljšega. Jaz sem zbrala tole peč, ker mi je dizajn res hud. Matic pa je izbral križ. Kjer se pa tebi zdi boljši? Naslednja postaja je cerkev Svetega Janeza, ki stoji ob izlivu Bistrice v Dravo. Ta majhna okrogla cerkev je prava paša za oči. Posebno je zaradi svoje oblike, lesene strehe in majhnega zvonika. Legenda pravi, da je v letu 1052 blagoslovil papež Leon IX. Notranjo združuje romanske in gotske elemente, stare stenske poslikave, lesen strop ter čudovit oltar iz 17. stoletja. Predzadnja postaja je Mitnica, sodobno turistični center in bar, ki je nastal v sklopu projekta Drava kot priložnost. Skriva pa tudi zgodbo o imenu kraja. Ta namreč izhaja iz srednjeveške mitnice oziroma cestninske postaje, po kateri je iz nemške besede Maut dobila ime tudi Muta. Poglej ta razgled. Na vrhu naj pričakala res nora panorama. Povsod so krave, ki naj jo čisto radovedno opazujejo. Na voljo pa je tudi ta tabla za imeni vseh okoliških hribov. Res noro lep razgled. In najboljše, to ni edini razgled, ki naj čaka v tej občini. A se še spomniš najnega začetnega razgleda? Priprav se, gremo v glamping Takoj, ko pride sem, ugotoviš, da so bili vsi tisti ovinki na poti še kako vredni truda. Razgled na Dravsko dolino, Pohorje in Uršljo goro je res nerealen. To je eden tistih trenutkov, ko samo globoko vdihneš in pozabiš na vse ostalo. Posestvo je ogromno in tok mirno. Všeč mi je, da se lahko prosto sprehajaš med drevesi in vsem tem zelenjem. Vse je vrhunsko urejeno, ampak vseeno imaš tisti občutek čiste, neokrnjene narave. Spala sva v teh ljubkih glamping hiškah, ki so popolne za romantičen navdih v dvoje. Poleg hišk imajo v glavni hiši tudi apartmaje, posod pa najdeš njihovo zbirko staril. Lahko skočiš v bazen z najboljšim razgledom, si pripraviš kosilo v skupni kuhinji ali pa samo vzameš mrzlo pijačo iz hladilnika in pa uživaš na terasi. Res imaš vse, kar potrebuješ sred popolnega miru. Najboljši del vsega, da zaspiš ob zvokih čričkov in se zbutiš s ptičjem petjem. Če si tudi ti želiš takega pobega, ne pozabi. Glamping je odprt samo polet in pa spomlad, zato preveri, kdaj so prosti. Občina 29 od 212 končan. Muta na najini lestvici zasede 15. mesto. Če ti je serija všečkaj video, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau! Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden smo v Benediktu. To je najina pot, ki nam bo vzela slabih 10 minut. In še najina trenutna lestvica Top 10.
epizodo začenjamo pri tej čudoviti cerkvi za nama. Ta je bila zgrajena med letoma 1521 in 1577. To je cerkev svetih treh kraljev in je poznogotska mojstrovina ter eden največjih spomenikov v Sloveniji. Ima bogato okrašene portale, visok strop, rebraste opoke in čudovite oltarje. Vse od gotskega do renesančnega oltarja. Takoj poleg stoji mežnarija, ki prav tako izvira iz leta 1521. Obnovljena je bila leta 2021. Ohranila je peščene kamnite stene, lesena okna in tradicionalno črno kuhinjo. Danes v njej potekajo poroke in degustacije vin ter lokalnih specialitet. In zdaj nekaj za vse ljubitelje vina. Za nama je Dominik Čolnik. Bil je napreden kmet, popotnik in velik vinogradnik. Potoval je po Evropi, zbiral rastline in semena ter jih prenašal nazaj v Slovenijo. Tukaj je tudi zgradil neogotski dvorec in širil slovenski jezik v kmetijstvu. Kljub velikemu uspehu so ga tragedije in dolgovi prisilili, da je zapustil svoje posestvo. Umrl pa je leta 1893. Leta 2005 so tukaj tik ob njegovem rojstnem kraju posadili cepič stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, ki že več kot 400 let raste pri Mariboru. Reče se ji žametna črnina. Ta stara sorta se še danes vsako leto praznuje z obrezovanjem trte, trgatvijo in degustacijami. Poleg nje lahko najdete tudi radgonsko ranino, lokalno sorto in Clinton, sorto grozdja, ki so jo iz Amerike prenesli v Evropo. Tukaj so si dala manjši izziv, zato ker je tako majhna občina, sva se odločila, da ne bova uporabljala GPS-a, samo mojo orientacijo. Hiter kratek postanek pri vodnjaku Štangrova, kjer si lahko sposodiš knjigo ali pa malo posediš. Midva pa greva naprej. Cerkev svetega Benedikta, ki izvira iz 11. stoletja, združuje gotski in romanski slog. V njej je 5 oltarjev, poročno župnišče s portreti duhovnikov in stolp, ki je bil dokončan leta 1885. Zvonovi, ki so bili izgubljeni med vojno, so bili obnovljeni leta 2018. Evo, tabla za rimske gomile. In če dobro pogledam, že vidim zadnjo lokacijo, ampak najprej podiva do gomil. Moram nekaj priznati. Zgrešila sva cesto, ki vodi sem. Itak vemo, GPS je zelo fajn, ampak sva na koncu vseeno brez tega našla. Benedikt je tudi dom velikih grobnih gomil, rimskih ostankov in najdbe 26 bronastih čelad v Ženjaku. Arheološka izkopavanja so razkrila plasti zgodovine, vključno z rimskimi in železnodobnimi naselbinami. Danes so tukaj informacijske table in to rimsko gomilo za nama. Od tukaj lahko vidva tudi obe cerkvi. Mineralne in termalne vode se na Štajerskem preučujejo že od 16. stoletja. Znane so po zdravilnih učinkih. Ta del Slovenskih goric ima zelo močno geotermalno aktivnost. Tukaj v Benediktu mineralne vode najdemo na manjši globini do približno 100 metrov s temperaturo okoli 20 stopinj. Meritve v vrtini Benedikt kažejo, da se temperatura vode dvigne od 31 stopinj Celzija na 200 metrih do približno 120 stopinj Celzija na 2000 metrih globine. Kemične analize iz vodnjakov Helena, Ana in Pavla kažejo prisotnost kalcija, magnezija, hidrogen karbonata, natrija in kalija. Predvidevanja geoloških raziskav kažejo, da bi bilo na območju mogoče pridobiti zadostne količine termalne vode za potrebe manjšega turistično-rekreacijskega centra. Poskusila sva tudi vodo, ampak nama okus ni bil všeč. Preveč sva navajena navadnega okusa, ta je precej specifičen. Občina 30 od 212 končana. Občino Benedikt na najni lestvici uvrstiva tik pred Lukovico. Če ti bi video všeč, ga ne pozabi všečkati, se naročiti na najin kanal, ker je čisto brezplačno, del s svojimi prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau in vse dobro!